Jaz sem Tončka. Jaz pa Tine. Živjo. Govorila bova o ljubezni in odnosih. Ampak ljubezen je velikokrat samo ogoljena fraza. Kar poslušajte pesmi na radiju, skoraj vse govorijo o ljubezni. Res, vsi hrepenimo po ljubezni. Kaj pa je zate ljubezen? Da si vzamem čas zate in za otroke. Ko me kaj zelo razjezi, da si vzamem malo časa, da me je za mile in ti v miru isto povem. Torej, ljubezen zame pomeni biti potrpežljiva. Ljubezen pa mi pomeni tudi, da skrbimo za vesele, sproščene odnose. Kaj pa tebi pomeni ljubezen? Zame pa ljubezen pomeni, da se odpovem svojemu egoizmu. To je, da del časa, ki ga imam na voljo, posvetim svojim bližnjim, predvsem tebi in otrokom. Zdaj, kaj to konkretno pomeni? Da naprimer po kosilu ne hitim za svojim delom, ampak da tebe vprašam, kako živiš, da vprašam otroke, kako so, kaj bodo počeli popoldne, če mi rabi mojo pomoč, potem pa se odločim, kaj bom počel. Ali bom šel delati stopnice zadaj za hišo, ali se bom ukvarjal s šolo in z otroki, ali pa morda grem s teboj na sprehod skozi gost. Kakorkoli že, ljubezen zahteva moj trud, ampak dobim dvakratno nazaj. To je res lepota ljubezni v zakonu. Več jo daješ, več jo prejemaš. To res čutim. Pa hvaležna sva, da sva najino pot gradila skupaj s prijatelji iz društva Družina in življenje. To pa res. Vsakega izmed vas se razveseliva, ko vas vidiva. Lep pozdrav in objem vsem. Pa še nekaj. 100 dneva za Boga. Saj pravzaprav je to 100 dneva zame, ker me napolnjuje in mi daje zagon za čez cel dan. To je bila moja dolgoletna želja, pa ni in ni šlo. Zdaj pa gre, pa ni to moja zasluga. To je milost od zgoraj. Letos sem se namreč pridružil Exodusu in sedaj so mi te jutranje minute veselje. Vas vabim vse moške, da se pridružite Exodusu. Tudi meni Božja beseda veliko pomeni. Naložen imam lekcionar na telefonu in lahko večkrat preberem Božjo besedo za vsak dan. Velikokrat mi da idejo, kako lepše preživeti dan. Vidim, da nas ima Bog res rad. Hvaležna sem Bogu za Božjo ljubezen, da ima rad vse ljudi brez razlike. Jaz pa čutim to Božjo ljubezen po ljudeh, ki so mi najbližji. Naj zaključim z najinim poročnim geslom. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Kaj je lepšega, kot to zapoved izpolnjevati v krogu svojih najbližjih? Ljubite se med seboj. Adijo! Adijo!